povedati, da je bilo s Putinom izredno zanimivo in super, skratka. Že v samem začetku je bilo hecno, ko sem bil edini od vseh politikov. Bilo je rezerviranih 35 mest za Slovence, ostalo so bili Rusi. In med temi 35 mesti je bil Pahor, potem je bilo 5 naših ministrov in gospodarstveniki ter samo jaz iz politične srednje. Nobenega predsednika parlamentarnih strank, niti predsednika državnega zbora, niti ne predsednika države. No, ko smo pojedli, seveda je naš premier Pahor rekel: Zmago, pridi, da te predstavim gospodu Putinu. In jaz sem prišel zraven, seveda, in pridni je Pahor začel kaj na dolgo in široko razlagati tam nekaj. Sem jaz v ruščini lepo spregovoril z Vladimirom Vladimirovičem in sva začela debato. In potem sem rekel na koncu, no zdaj, ker sva že tu skupaj, pa lahko narediva kaj v redu, ne, kaj skupnega, kaj dobrega. Je rekel, kaj pa bi naredila? Sem rekel, zdaj lahko odpikamo Ameriko in naredimo skupno slovansko državo. On je rekel, to! Pa mi skočil okoli vratu in me objel tam. Naši so seveda popadali po tleh, kaj je zdaj to, noben ni nič razumel, ker ne poznajo ruske duše in podobno. Potem smo še dolgo debato imela o letalih, malo tudi o ženskah, poleg tega tudi o temu plovni poti po Savi navzdol tja do Črnega morja. In bilo je silno zanimivo. Potem so se naši predstavniki, naši gospodarstveniki predstavljali tam in govorili z njim. In ko je Pahor rekel, da bi šli še na kratek sprehod po mestu, sem jaz rekel, gospodu Putinu sem rekel, med dva bi šla rajš na babe, a ne, da je on rekel, to se ne govori, to se med dva samo pogledava, pa že veva, koliko je ura. Skratka, to je tisti pravi odnos. Jaz sem mu dal potem tudi kot darilo kasneje eno škatlo, ki so jo izrezljali ruski vojni ujetniki v letih 1914-1917 in pa eno leseno žlico, ki so jo ravno tako naredili ruski ujetniki v Osnabruku leta 1945. Bil je neskončno vesel in neskončno zadovoljen, ker to so darila, ki jih dajo v omaro, v državne depoje. Smučke so sicer fajn, ampak tisto je za imeti doma, to ne gre v vitrino, ki ostane za vse večne čase. Danes so me, oziroma naslednji dan so mi pač povedali, tudi iz protokola, da je bil neskončno srečen, neskončno vesel in da so v bistvu, ko je odhajal v Srbijo, da so skoraj vsi, ker so imeli solze v očeh. Skratka, uspeh, zelo dober obisk, krasen obisk, upam, da iz tega tudi kaj bo.